se pogovarjamo o ekodizajnu, zelenem oblikovanju in tako naprej, ampak če naredimo eno širšo sliko, če se preveč ne omejimo na določene zadeve, če pogledamo tisto sliko, tisti ekodizajn, zeleni dizajn in vse ostalo, v bistvu ostanemo na nivoju izdelka. In če vse naredimo, da je naš izdelek bolj zelen, da je ogljični odtis minimalen, vse ostalo, lahko pridemo do pasti tako imenovanega zelenega konzumerizma. A to se tepe s prvim ciljem, da čim manj porabimo. Tako da lahko naredimo embalažo, ki je popolna biodegradibilna, kompostabilna, vse ostalo, ampak če je skriti cilj podjetja, da proda čim več, potem se tepemo s prvim ciljem krožnega gospodarstva, da porabimo čim manj. In tukaj zaradi tega moramo razmišljati majhno širše, ne se omejiti na produktni nivo. Seveda za obliko, grafično potiskljivost, ki je pač poudarno za marketing, primarna vlakna so boljša, seveda sastava premazana, znači vse te komponente, ki se morajo upoštevati, mi o tem pač moramo razmišljati, ko izdelujemo naš lasten papir, našo embalažo. Potem seveda zaščitna funkcija, ali bo večkratno uporabljena, ali so pomembne lastnosti, kot je trdnost, jakost, odpornost na preboj. To vse moramo upoštevati in preverjati, kaj preverjamo tukaj na ICP-ju. In seveda tisto, kar je zelo pomembno, kako se bo obnašalo v proizvodnji in kako se bo recikliralo. Ker pravim, tisti del okrog tiskanja, dostikrat se spregleda, da je čim bolj živo, da čim bolj pritegne pozornost, se proda čim več. Potem se spet tepemo s prvim ciljem krožnega gospodarstva. Tisto, kar je zelo potrebno, je veliko znanje pri pripravi mešanice za alternativne vire. Zakaj? Iglavci, ko so smreka bor, imajo dolžino vlaken do 4 milimetrov, listavci breza, evkaliptus, topol tam do 2 milimetrov. Vlakna alternativnih virov zelo varirajo in so večinoma krajša od komercialnih dolgih vlaken. Kaj to pomeni za embalažo, za izdelke? Daljša vlakna izboljšuje utržno jakost, dajo slabše formiranje, imate težavo s adhezijo, slepljenjem v procesu predelave. Krajša vlakna dajo boljše formiranje, potiskljivost, super za marketing, veliko barv lahko natisnemo, ampak dajo slabše mehanske lastnosti. Mi, ko delamo naše materiale, moramo zelo upoštevati vse te tehnološke ovire, ki pač prinašajo tiste alternativne surovine.